Jaz nisem ziher, da je na svetu veliko enih krajev, ki ti zmorejo ponuditi tak razgled. Ne vem, če na snegu pospeš do 100 kaj dosti počasnejš, kot na asfaltu. Glej to. A veš, se mi ne zdi, da je čisto vseeno, kje, v kakšnem okolju, pa na kakšen način prvič srečam avto, ki ga predtem še nisem peljal. Mogoče tudi zato, ker se mi zdi kontekst, tako kot pri vsaki stvari, pomembna reč. Danes je na vrsto prišel en avto, na katerega predstavitev sem bil vabljen že pred časom, pa ker sem takrat že bil vabljen na eno drugo službeno pot v tujino, nisem mogel iti. Zdaj imam pa ključe končno prvič v rok. Vidiš logotip Subarujev? Do zdaj v komotar minuti ni bilo veliko. 3, 4 v vseh teh letih. No ta... No, pa dajmo si vzeti sekundo za razgled. Ker tole je pa epic. Ti je včasih prav, da ročno zategnemo, ne? Pa da pogledamo okrog sebe in da vidimo, kje živimo. Jaz nisem ziher, da je na svetu veliko enih krajev, ki ti zmorejo ponuditi tak razgled. Ali sem pa jaz samo zaljubljen v te naše domače konce. Tudi to je okej, da si pol malo slep od ljubezni. Avto, se mi zdi, da boste imeli veliko zapovedati, sploh tisti, ki ste zagrizeni Subarujevci, ker električnega Subaruja takšnega še ni bilo. A gremo po vrst. Najprej valjda oblika. Poglej ga, malo je vesoljski, malo je čemu podoben, malo pa tudi ni. To, da je Solterra prvi povsem električni Subaru, ja to najbrž že veš. Mogoče veš tudi to, da je Subaru Solterro naredil v sodelovanju s Toyoto. Pravijo, da je bil effort 50-50. Načeloma je Toyota poskrbela za električen pogonski sklop, pri Subaruju so pa v primež vzeli vozno dinamiko. Po tem trenutku je fejst vedeti, da pri Toyoti recimo lahko računaš tudi samo na spreden pogon, pri Subaruju pa ne. Vsaka Solterra je gnana na vsa 4 kolesa. Če pogledaš zelo na grobo, sta si tudi oblikovno precej podobna, ampak ko se zakopljaš pa v detajle, na pol vidiš pa veliko razlik. Veš, Subarujevci so poskrbeli, da je njihov spreden del oblikovan drugače. To velja za masko, za odbijače, pa seveda tudi za žaromete. Ena zanimivost, ne? Tale luč se začne globoko na boku in pri Subaruju se ustavi tukaj in nadaljuje na tej strani, pri Toyoti je potegnjena pa čez cel zadek. Sicer je pa varno reči, da toliko izzivalnega Subaruja, predvsem, ko pride na zašiljene poteze sprednjega dela, že dolg časa nismo videli. Upam si celo trditi, da je Subaru iskal pa tudi našel navdih pri kakšni živali, ki plava v morju. Pa še eno stvar moram poudariti, načeloma nisem velik fan integraciji plastike v osnovne dele karoserije, ampak tale del se mi pa zdi ravno tako predrzno speljan, da si upam trditi, da dobro paše v ta celoten vibe, ki ga ponujajo Subaru avtomobili že od nekdaj. Ok, zdaj pa preden se zakopljamo v kabino, ki je ravno tako zanimiva kot karoserija in celotna zunanjost, kaj pa vozne lastnosti? Vozne lastnosti so tiste, ki so bile pri Subarujih vedno izjemnega pomena. Hočem reči, da je moral Subaru zafilati velike čevlje. Ki ti učke nasloniš na njihov logotip, potem ti misli v hipu skočijo na to, česa so Subaruji na cesti, pa tudi tam, ki je zmanjka sposobni. Jaz se še zdaj spomnim, ko se je Jure vrnil s predstavitve prve vožnje Solterre v Italiji, kjer so se soočili tudi s precej zahtevnim poligonom, bilo moje vprašanje samo eno. Stari, kako se Solterra pele? Kaj pa offroad? Distribucija navora na vsa 4 kolesa, ne? To je precej pomembna tema, ko govorimo o Subarujih. Ne pozab, Subaru letos, ali je bilo to lani? Se mi zdi, da lani. A je to letos? Praznuje 50. obletnico njihovega legendarnega 4-kolesnega pogona. Zdaj, najprej se moramo zavedati dveh stvari, ki tudi približno nista olajševalni okoliščini. Avtomobilski proizvajalci imajo že desetletja, da ne rečem stoletje, izkušenj z piljenjem, prilagajanjem lastnosti 4-kolesnega pogona, ki je vezan na klasične motorje z notranjim izgorevanjem. Električen 4-kolesen pogon, ja stari, to je pa druga zgodba, tudi bistveno manj časa so imeli, da so ga izpopolnili. In kakšen je torej rezultat? Poglej, ko pride do ocene vozne dinamike, pa pogona in njegovih sposobnosti, tukaj zaupam Juretovim izkušnjam in njegovemu mnenju.
ko se je vrnil s prve vožnje, je rekel: stari, tako sposobnega električnega štirikolesnega pogona še nisem peljal. Ko sem se pa prvič s Soltero nagnil v ovink, prvih nekaj asfaltnih kilometrov sem na poti na Roglo me je prepričal v eno stvar. Z asfaltom se zaradi pogona, razporeditve navora, predvsem pa zares krasnega krmiljenja Soltera odlično razume. Ne pričakuj čudežev, na koncu dneva je to še vedno razmeroma težek električen avtomobil, ampak z nizkim težiščem, ki je bil, ne pozab, vedno zaščiten znak Subarujevih avtomobilov zaradi bokserskih motorjev in posledično nižjega težišča sam zaradi tega. Pa ne pozab, sem precej zahteven voznik, na poti do sem gor sem se parkrat prav dobro nasmejal. Da električen avto tebi izvab na smešek v ovinkih, to je kar dosežek. Kakšen kilometer, dva sem odpeljal tudi na snegu. Presenetilo me je predvsem dejstvo, da lahko navor doziraš zelo precizno, kar je pri počasni vožnji, kjer zares ni veliko prijema, zelo pomemben podatek. Stari, svaka čast. Mislim, imam ben problem butniti kepo navora na vse 4 kolesa in avto izstreliti proti naslednjemu ovinku. Delati pa to z občutkom, to je pa druga zgodba. Ok, zdaj na vrst pa kokpit. Zelo je oblikovno poseben, pa tudi uporabniško mal drugačen, česar smo bili do zdaj vajeni od Subarujev. Sej ne vem, na kaj naj se osredotočam najprej. Morda kar na voznikovo izhodišče. A vidiš digitalne merilnike? No, te voznik ne gleda skozi volan, ampak učke na digitalni zaslon gledajo nad volanom. In če se bo volan potisnilo primerno nizko, potem s pogledom na merilnike ne bo težav. V nasprotnem primeru bi znal pa zgornji del volana posekati kakšen del zaslona, ampak to ni moteče, ker spodnji del zaslona itak ne ponuja kakšnih vitalnih ali pa pomembnejših informacij. Poglej. V tem trenutku preklicani podatki na zaslonu so povezani z dosegom, s hitrostjo, pa tudi z asistenčnimi sistemi, ki so na voljo oziroma ki so v tem trenutku vklopljeni, vidiš? Je pa precej zanimiva oblika telih komponent, ki sestavljajo kabino. Poglej, na kakšen način so upeli tale digitalen zaslon, ne? Precej izzivalno, da ne rečem drzno. Volan je razmeroma debel, pa tudi mejhen, z veliko stikali, ampak ta stikala so velika, lahko dostopna, mislim, tukaj znajti se ni problem. Potem imamo pa tega modela, sredinski greben. Zelo izstopa, zelo je visok in zato, ker pred sovoznikom ni predala, to odgovornost nosi greben oziroma celoten sklop telih elementov. Poglej, tukaj spodaj najdeš eno zelo obširno odlagališče, pa potem tukaj na grebenu je še en manjši predal. Mimogrede bonus pike za materijale na armaturki, gre za ene vrste tkanino, feeling je dober, pa potem še eno odlagališče tukaj na zgornjem delu armaturne plošče, vidiš? A ja, pa da ne pozabim, poglej, še en cup holder, pa naslon za roko, pod katerim je seveda še en razmeroma globok predal. Tole se da recimo tudi odstraniti, poglej, prostora razmeroma veliko. Plastika je trda, neugledna, ampak tudi robustna, kar je dober. Zdaj nad piano plastiko nisem najbolj navdušen, sem pa vesel, da je Subaru zadržal kopico enih klasičnih stikal, tukaj recimo za upravljanje klime, pa tukaj za dostop recimo voznih programov, za dostop programa, ki je namenjen predvsem terenski vožnji. Poglej, kaj se zgodi, ko ga pritisnem. Digitalni zaslon ti sporoči, da sem izbral ali program Snow Dirt ali pa Deep Snow Mud. To so pa že tisti programi, ki jih sprožiš takrat, ko zagusti, oziroma takrat, ko se znajdeš v situaciji, kjer je podajanje navora, o tem sem govoril prej, izjemnega pomena. Poglej, če želiš prestaviti, da moraš celoten gumb potisniti dol, pa pol na desno oziroma za rikverc vzvratno na levo. Seveda je Soltera opremljena tudi s 360-stopinskim pregledom okolice, ampak prosim lepo, poglej posebnost tega sistema. A si opazil, da jaz v tem trenutku vidim tudi pod avtomobil? A veš, kamere posnamajo vse, čez kar si ti zapeljal, in potem sliko z malo zamude seveda aplicirajo čez grafiko vozila, zato ti veš, kaj v tistem trenutku pod avtomobilom. In moram reči, da tale sistem v praksi deluje zares dobro, je uporaben, predvsem pa zelo natančen pa učinkovit. No tako, zmogljivostih pa v energiji tudi še nismo nič povedali. Zaloga električne energije oziroma baterijski sklop, zmogljivost le tega je 71,4 kWh, dva elektromotorja, en na sprednji, en na zadnji osi, ponujata do 160 kW maksimalne moči. Tudi zato je Soltera sposobna od 0 do 100 pospešiti okrog 6 sekundah. Tudi podatek o dosegu ni nepomemben, Subaru trdi, da tam okrog 460 km. Zdaj v praksi se mi zdi, da ta številka vsem nekoliko nižja, ampak ko prije Soltera na daljši test, takrat se razgovorim tudi o tem. Zdaj špegel, ne, ta je prilagodljiv, lahko izkoriščaš sliko kamere, ti pokažem, kako to izgleda v praksi. Poglej, tudi v tem trenutku imam vklopljeno kamero, lahko naredim pa tole. No, evo,
zdaj imaš pa na voljo klasičen pogled. Dober dan. Ja, kufer sem hotel pokazati. Ker bog ne daj, da ga ne pokažem, to je za vas običajno ključen podatek, sploh, če govorimo o potencialno družinskem avtomobilu. 452 litrov z dvojnim dnom, ki je poravnan, lahko ga pa tudi nižje spustiš. Poglej, tukaj spod, ene kapco pozabil. Pa tale dvojni dno ti omogoča, da tole polico spustiš še kakšen centimeter nižji. Zelo preprosto za narediti, poglej, takole. Evo, pa če že govorimo o faktorju družinske uporabnosti, ker ima ta avto baterije v podnu, kar je čisto logično, je tudi podn druge vrste razmeroma visok, ker pomeni, da je tale kot mal višji, ampak prostorska ponudba ta je pa izdatna. Placa je zares ogromen v vse smeri. To, če bi še na kakšno daljšo vožnjo, si predstavljam, da bi se tle lahko dobro počutil tudi več kot urco dve. Ej! Prelezli smo do konca. Tukaj pa je eno ključno vprašanje, za katerega se mi zdi, da je pomemben, da nanj ga odgovorim. A je Solterra ta prav Subaru? Zdi se mi, da je Subaru tole s Toyoto dobro spelil. Vse to ni njihov prvi skupen projekt, konec koncev sta firme v žlak že nekaj časa. Predvsem pa se mi zdi pomembno, da je Subaru uspel v Solterro vpeljati tiste svoje temeljne vrednote, ki so podane na mal drugačen način. To je pa vozna dinamika, pa sposoben štirikolesen pogon. Samo eno petko jim lahko stisnem. Je ta prav Subaru? Seveda je, sem pač na ene stvari se bo pa treba navaditi, ne? Tudi na štromarje znotraj ponudbe znamk, kjer marsikomu to do zdaj, ali pa mogoče tudi tukaj naprej, še vedno ne diši. Ampak tako je. Ti pa škaj ti lahko za konec pokažem, ne? Tale podlaga oprijem bolj švoh, ampak a veš, kako ga avto najde, ko pohodiš gas? Ne vem, če na snegu pospeš do 100 kaj dosti počasnejš, kot na asfaltu. Glej to. A imam prav?